V bistvu gre za neko kar veliko prelomnico, ki se je zgodila leta 2000. Jaz sem že nekaj časa bila direktorica Mirovnega inštituta in seveda tudi raziskovalka. 2000 so me povabili, da bi prišla za direktorico Zavodu za odprto družbo v Ljubljani, ki je takrat se nameraval skrčiti in zmanjšati svoj obseg delovanja. In o tem sem razmišljala, ampak nisem bila čisto prepričana. Potem so me kolegi prepričali, da vendarle grem v New York na razgovor, na fondacijo in pa tudi k Georgeu Sorosu. In odletela sem v New York relativno neobremenjena s tem, ali bom zdaj šla na to novo pozicijo ali ne. S sabo sem vzela letak Mirovnega inštituta. Tam so me potem 3 dni pripravljali na to srečanje z Sorosem in ko se je zgodilo, je to bil popolnoma neverjeten dogodek, ker se je zgodil velik preobrat. Namreč v veliki sobi, kjer smo sedeli on, njegova asistentka in jaz, me je začel spraševati, kaj bi jaz počela kot direktorica fondacije in kaj sem počela do zdaj. In jasno sem povedala, da sem se ukvarjala z raziskovalnim delom, pa tudi smo se ukvarjali z zagovorništvom in da si ne želim pustiti raziskovalnega dela. In da si ne predstavljam, da bi zgolj bila managing director, ki bi se ukvarjala zgolj z administrativnimi zadevami, ne pa z vsebinskimi raziskovalnimi. In da bi hotela ostati še na Mirovnem inštitutu vsaj tretjinsko zaposlena kot raziskovalka ali pa polovično in da mislim, da bi lahko z 50% zaposlitvijo opravila drug del dela. In ko je Soros pogledal tudi naš letak in videl, kaj počnemo, me je vprašal, koliko pa ste dobili do sedaj našega denarja, in jaz sem rekla $10,000 za eno konferenco. Pa vse to ste že naredili, je dejal, no, in potem je dejal, da bo predlagal nekaj, česar ne pričakujem. In predlagal je, da se dejansko 3 programi Zavoda za odprto družbo v Sloveniji preselijo na Mirovni inštitut in da dobimo še dodaten raziskovalni grant, in sicer je to bilo takrat obljubljeno za 10 let. Dejansko takrat je del zaposlenih prešel k nam, 3, in imeli smo praktično za 14 let še zagotovljeno zelo stabilno financiranje, to je bil institucionalni grant. To je bilo kar veliko denarja za nas takrat in tudi velika odgovornost. Nisem pa pričakovala česa takega. Mislim, da bi se nam lahko zgodila takšna zgodba.